Na predvečer občinskega praznika so se v Viteški dvorani Brežiškega gradu zbrali občani in gosti ter nagrajenci, ki so v preteklem letu pustili pečat v življenju občine. Naziv častnega občana občine Brežice je posthumno prejel Jernej Molan. V priznanje in zahvalo za izjemen prispevek pri razvoju občine Brežice pa je naziv častne občanke prejela strokovnjakinja za urejanje voda v Sloveniji Metka Gorišek. Jaz sem sicer ostala v Ljubljani, zato ker sem pač tam dobila prvo službo in potem nekako tam nadaljevala življenje, ampak tako kot sem že danes v svojem nagovoru rekla, da ko jaz rečem, da grem domov, domov je to kraj Brežice. Na slovesnosti so podelili 3 priznanja občine Brežice, ki so jih prejeli Društvo kmetic Brežice, Radio klub Elektron in Osnovna šola Brežice. Okolje, v katerem deluje Osnovna šola Brežice, prepozna naše kvalitete in to našo željo po sodelovanju z vsemi deležniki, seveda tudi z okolju, kjer živimo in delamo. Tako da meni osebno in vsem nam zaposlenim to zelo veliko pomeni. Oktobrske nagrade občine Brežice so prejeli Marjana Deržič za krepitev turizma, Ivica Sotelšek za dejavnost sooblikovanja življenja v krajevni skupnosti Pišece in župnik Jožef Edvard Pacek. V krajevni skupnosti sem aktivna že, lahko rečem, 30 let. Delala sem kot članica sveta krajevne skupnosti oziroma v občinskem svetu sem bila. Potem pa ves čas v ozadju, tako ali drugače, ne vem, ne bi se rada bahala s svojimi dosežki, no, ampak vem, da sem veliko naredila za krajevno skupnost, kar so nekateri tudi prepoznali. No, ta nagrada mi veliko pomeni, ker je to priznanje ne samo za moje delo, ki ga upravljam že 50 let na Čatežu, ampak ker je to nekako vedno to priznanje vsem duhovnikom, ki delajo v tej brežiški občini na kulturnem in tudi na vzgojnem področju. Domicil v občini Brežice so prejele zmagovite enote 25. območnega štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije v priznanje, zahvalo in čast spomina za aktivno udeležbo v osamosvojitveni vojni leta 1991. Ob občinskem prazniku so se v Brežicah tudi ozrli na minulo leto in dogodke, projekte ter uspehe, ki so ga zaznamovali. S pomočjo države, ki nam je povečala sredstva za investicije, smo v letošnjem letu prenovili most Stare železni čez Krko in Savo. Prav tako s pomočjo Ministrstva za okolje smo uredili praktično most in pa cesto v Cerkvah ob Krki. Z Ministrstvom za infrastrukturo smo uredili praktično cestni in pa pločnik v Slovenski vasi. Gradimo v tem trenutku 2 vrtca, to je Dobova in pa Artiče. Za Dobovo smo celo dobili sklep, da bomo dobili tudi sofinancirano. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pa je v svojem nagovoru izpostavil še nekaj načrtovanih naložb po občini Brežice. Meta je že izpostavila tudi pomemben projekt novo vzhodno obvoznico Brežic in nedavno smo v tem predstavitem gradu podpisali pogodbo o sofinanciranju te prve etape, to je mostu čez Savo, tam nekje med Čatežem in Termom na Čateško je ta vodo. Še kar nekaj drugih pomembnih projektov, jaz sem omenim dvig povprečnine in razbremenitev občine nekaterih izdatkov, kot jih je imela do zdaj. To vse pomeni več denarja. Kot je še povedal župan Ivan Molan, sta v pripravi proračuna občine za naslednji 2 leti, ki napovedujeta nadaljevanje investicij.